Kaj se zgodi, ko studio, ki je bil skoraj v zatonu, vstopi v dobo konzol nove generacije s polno paro? Razvijalci Insomniac Games imajo dolgo zgodovino Sonyjevo konzolo, za katero razvijajo že od leta 1996. Izoblikovali so tudi eno izmed zgodnjih maskot platforme, zmajčka Spyra, ki se je zavedno zapečatil v srca mladih igričarjev. Takoj za njim pa sta v snop žarometov prišla Ratchet & Clank. Po izidu zadnjega poglavja ikonične franšize Ratchet & Clank Into the Nexus se je studio nekoliko manj uspešno usmeril v Windows sisteme in celo mobilne naprave, a ponovni uspeh jih je čakal z najnovejšo generacijo japonske konzole. Zgodilo se je lani, ko so se Insomniac Games ponovno vzpostavili kot strokovnjaki PlayStation sveta z uspešnico Marvel's Spider-Man Miles Morales, ki je bila ob izidu najbolje prodajana fizična igra za PlayStation 5 v Veliki Britaniji. Dosežek, ki sta ga Ratchet & Clank že premagala. Zadnji naslov franšize o vesoljskem kosmatincu se vnovič vrača k svojim koreninam, kar je opazno v vseh aspektih igre, od podobe do vsebine. Rift Apart namreč ne nadaljuje zgodbe reboota Ratchet & Clank iz leta 2016, na katerega osebno želimo pozabiti, ampak se vrača na izvirno časovnico, tisto, v kateri so liki in svet imeli celo nekaj osebnosti. Galaktična varuha proslavljata svoje junaške podvige, a njuno parado prekine Dr. Nefarious, ki ukrade orožje imenovano Dimensionator. Z njim namerava odpreti portal v svet, v katerem dokončno premaga naša junaka. Njegov plan se hitro zaplete, ko naprava začne nekontrolirano odpirati portale v druge svetove. Ratchet & Clank sta ločena, a oba kmalu ugotovite, da nista le na drugem planetu, ampak tudi v drugi dimenziji. Clank naleti na Rivet, Lombaxinjo, ki se bori proti tiraničnemu cesarju Nefariusu. Ratchet pa v meniški knjižnici spozna KT-741, ki močno spominja na Clanka. Skupaj, a vsak na svojem koncu vesolja, se para odločita sestaviti svojo verzijo Dimensionatorja in tako rešiti oba svetova pred obema verzijama Nefariusa. V primerjavi z Ratchet & Clank rebootom je Rift Apart prava paša za oči. Namesto praznih okolij, ki jih občasno popestrijo le nasprotniki, nas v novi svet nemudoma povabi Nefarious City, kjer ulice pokajo od življenja NPC-jev in hudomušnih javnih obvestil. Z odlično izrabo PlayStation tehnologije lahko dogajanje na planetu Corson 5 dobesedno začutimo v rokah. Novi DualSense plošček ne nudi samo haptične izkušnje in prilagodljivih spložilcev. S pomočjo vgrajenega zvočnika nas opozarja na dogajanje v naši okolici tudi izven kadra. Plošček se oglasi, če se nam iz mrtvega kota približajo nasprotniki, ko poberemo vijake ali se pozdravimo z nanotekom. In kakšni so naši prvi vtisi? Z eno besedo pozitivni. Prva tretjina igre je silno obetavna. Vrnila sta se stara Ratchet & Clank, vrnil se je igri v humor in vrnilo se je ponovno življenje v skoraj 20 let staro franšizo. Igra ni pretirano dolga, preobrneš jo lahko v 11 urah, a kakor se za Ratchet & Clank serija spodobi tudi Ratchet & Clank Rift Apart, nudi več kot dovolj skritih ugank, izzivov in zlatih vijakov, ki zahtevajo vračanje na že obiskane lokacije. Igra je kratka in jedrnata in brez nepotrebnega balasta. Točno taka, kot si jo želimo.